Pravzaprav jaz pri teh prijavah, naša skupina dobi veliko več podatkov o zdravniku kot o povzročitelju. Tako da iz svetovnih podatkov povzemamo, da recimo so to dejansko včasih ljudje, ki imajo psihične težave, ki morda še niso niti prepoznane in zdravljene, to so morda eni dogodki, ki se stopnjujejo, ker se stiska posameznika stopnjuje. Potem je za slovensko okolje zelo tipično, da ljudje ne razlikujejo, bi človek rekel, razloga v sistemu in razloga pri posamezniku. Naprimer, nekdo je želel obračunati s svojim urologom, če gremo na ta primer, ker je menda dolgo čakal na operacijo. To dolgo čakanje na operacijo absolutno ni krivda posameznega zdravnika. To mislim, da moramo vsi razumeti. V Sloveniji je zelo pogost vzrok za nasilje, zahtevek po stvarih, do katerih posameznik ni upravičen, pa mu zdravnik tega ne more dati. Recimo pride nekdo in reče, jaz bi šel tudi rad enkrat v zdravilišče, moja soseda je že večkrat šla in zdravnik reče, v redu, sam za kateri vzrok pa bi šli, ja kar tako. To pa ne morete, ampak to ni zdaj naša domislica, to so omejitve zdravstvene zavarovalnice. Enako gre za kakšne recepte, napotnice, medicinsko-tehnične pripomočke, naloge za prevoze, ki v določenih primerih jih ni možno izdati. Ne, da jih nočemo, ne moremo, tle je treba majčkeno ločiti. Potem so dostikrat provokativne razmere v čakalnici, o tem sem kratko govorila. Preveč ljudi na enem kupu, nekdo, ki ga noga boli, nima več mesta, da se usede, slab zrak je, avtomat za vodo se je izpraznil, ne vem, take stvari, dolga čakalna doba. V tujini temu pristopajo tako, da omejujejo število spremljevalcev. V tujini nekako 2, to se nam zdi tudi sijajno, če bi to lahko bilo že zaradi otrok, ki seveda bi naj prišli z obema staršema, tako daleč še nismo prišli, pri nas število obiskovalcev ni omejeno. Predvsem imamo težave na urgenci z Romi, recimo, ne da bi kogarkoli izdvojila, samo mogoče za njihovo kulturo tipično, da pride več ljudi z nekom, ki je obolel in potem želijo tudi vsi v pregledovalnico in vsi v ambulanto, kar dejansko ni mogoče, tudi fizično ne. Potem prosimo, da bi se morda eden odločil in je že to spet vzrok za izbruh nasilja. Še to mogoče niste me vprašali, bi se mi pa zdelo zanimivo, kako v tujini rešujejo te težave. V Veliki Britaniji posamezniki, ki so imeli nasilni izbruh v zdravstvu, ki so ga povzročili, dobijo eno tako posebno označbo, svoj elektronski karton, kar samo pomeni, da so zdravniki že vnaprej pripravljeni, ker če ti pričakuješ, da nekdo pride takšen, potem še bolj previdno postopaš z njimi, si pripravljen na to in ne da je to presenečenje, kot domnevam, da je bilo pri zadnjem dogodku. Taka oseba tudi nima pravice proste izbire zdravnika, tudi o tem smo nekaj pisali v naših zakonodajnih predlogih in taka oseba v Angliji nima več pravice do nenujnega hišnega obiska. Prosim, vsakič, ko pride reševalno vozilo do vas, absolutno govorimo o tem obisku, kjer nekdo obleži starejša oseba ali kakorkoli doma, kjer pride osebni izbrani zdravnik, ki mora ta obisk narediti zunaj delovnega časa in ga dela sam, brez kakršnega koli spremstva. No tudi to delo na terenu, ker ste rekli, katera okolja so bolj tipična. Je zelo tipično za obračune nasilne, tudi s patronažnimi sestrami, ne samo zdravniki, delo na terenu, tako da urgentne službe, družinski zdravniki, tudi ginekologi in zobozdravniki, bi jaz rekla v Sloveniji, so najbolj pogosto žrtve nasilja.